Kaj se dogaja? Všeč mi je. Všeč so mi njene. Zdaj naj vsi ostanejo mirni, ker je to pravzaprav vaja. Nahajamo se v gozdu v osrednjem Izraelu, ki se imenuje Ben Shemen, in tukaj smo z United Hatzalah. To je največja prostovoljska organizacija v Izraelu in to so prvi posredovalci. Odzovejo se na več kot 2000 klicev vsak dan in nudijo nujno pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Torej pri United Hatzalah so to poletje naredili nekaj posebnega. Pripravljajo tabor, poletni tabor za najstnike iz ZDA, ki so tukaj, da se naučijo o odzivanju v nujnih primerih. Učijo se oživljanja, učijo se uporabljati defibrilator. Danes se udeležujemo simuliranega množičnega terorističnega napada, ki ga organizira United Hatzalah, da vidimo, kaj so se ti otroci naučili čez poletje, da bodo lahko te veščine odnesli domov. To je izjemno pomemben del usposabljanja, kjer se v razredu učijo o vseh vrstah nujnih primerov in travm. Zdaj pa to, kar so se naučili, uporabljajo v praksi. Nocoj poteka simulacija vaje za množične nesreče, kot lahko vidite, kjer se učijo, kako triažirati bolnike, izvajati začetno oskrbo, triažo in premikati bolnike na območje za zdravljenje, ter zagotoviti, da so najtežje poškodovani najprej oskrbljeni in prepeljani. In kako jim gre? Za zdaj jim gre odlično. Zaenkrat je vse v redu. Torej ste ena od inštruktoric. Kako pomembno je, da se ti otroci učijo teh veščin? Mislim, da je ključno, da lahko kdorkoli, kjerkoli na svetu, postane prvi posredovalec in rešuje življenja. In tukaj v Izraelu moramo to početi še toliko bolj. In ta vaja simulira resnično situacijo, na katero bi lahko naleteli. In mislim, da bodo ti fantje morda naslednji prvi posredovalci, ki bodo pomagali in reševali življenja. Kako se počutiš, ko to počneš zdaj? Ker si se vse to naučila čez poletje. Kako je zdaj, ko to uporabljaš v praksi? Mislim, da je občutek neverjeten. Resnično pomembno vplivam. To je praktična izkušnja, ki je najstniki običajno ne dobijo. In imaš občutek, da res pomaga, da vse, kar si se naučila, zdaj veš, kaj moraš narediti? Ja, mislim, da se lahko vrnem v Združene države z dobrimi veščinami in jih uporabim v svoji skupnosti v primeru nujnih primerov. Po 60 urah intenzivnega izobraževanja v učilnici so ti otroci odšli na teren v pravih reševalnih vozilih po vsej Izraelu, odzivajo se na nujne primere in pomagajo reševati življenja. V programu sodelujemo z organizacijo United Hatzalah, neverjetnimi partnerji, kjer se najstniki resnično poglobijo v to, kaj pomeni biti prvi posredovalec v Izraelu. Ali imajo tudi možnost potovati in si tudi kaj ogledati? Seveda, toda to je izkušnja, kjer prvih 10 dni programa preživijo tako, da pridobijo certifikat iz oživljanja, prve pomoči in zaustavljanja krvavitev. In medtem ko potujejo in si ogledujejo, imajo dejansko možnost, da se odločijo za prostovoljno delo na reševalnih vozilih in opravljajo izmene. Veliko najstnikov, ki so se odločili za ta program, jih zanima delo na medicinskem področju. Zato so ta program izbrali prav zato, da ugotovijo, ali jih to res zanima, ali pa samo zato, da se preizkusijo ali začnejo svojo pot. Zato vsekakor vidim veliko bodočih zdravnikov, kirurgov, zdravniških asistentov in vseh vrst izjemnih medicinskih strokovnjakov. Pravkar sem prejel sporočilo od ene izmed staršev iz prejšnjega leta. Je vzgojiteljica v taboru v New Yorku in nimajo nobene medicinske sestre. In eden izmed učencev se je dušil s koščkom lubenice. Ona pa je izvedla Heimlichov prijem in mu rešila življenje. To je tisto, kar ti otroci počnejo. Vračajo se in spreminjajo svet. Neverjetno je. Iskreno, bilo je res nekaj, kar ti spremeni življenje. Bilo je neverjetno. Vsaka izkušnja, ki sem jo imela, mi je popolnoma spremenila pogled na svet. Zdaj, ko poteka že 10. leto, je poletni tabor navdihnil novo generacijo reševalcev življenj. Organizatorji pa upajo, da je to šele začetek. Vedno mislim, da ne more biti boljše, a nekako je vsako leto boljše, bolj neverjetno, bolj izjemno. Vedno si prizadevamo rasti, postati večji in močnejši in verjamem, da se premikamo v to smer. In prepričan sem, da boste vsi še naprej počeli neverjetne stvari. To je šele začetek poti.